Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Na glas. Tokrat bomo govorili o darovanju organov. V moji družbi je Andrej Gadžijev, direktor Slovenija Transplanta. Lepo pozdravljeni. Ter Valerija Nedeljko in Suzana Pintarič, ki bosta spregovorile o svoji izkušnji darovanja in prejema organov. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa najprej vi, gospod Gadžijev, kako je epidemija vplivala na transplantacijsko dejavnost? Ja, lahko rečem, da na makroskopskem nivoju, se pravi, če pogledamo končne številke, nekega večjega vpliva ni bilo zaznati, na mikroskopskem smo pa imeli precej težav. Namreč ogromno zdravnikov, ki so zadolženi za detekcijo darovalcev, se pravi za pravočasno prepoznavanje tistih, pri katerih klinična slika gre v smeri možganske smrti, to je pri nas namreč glavni vir darovalcev, ni bilo več vpetih v svoje redno delo oziroma na oddelkih za intenzivno zdravljenje, ampak so morali v času najtežje epidemiološke situacije zapustiti svoje redna delovišča in oditi v COVID intenzivne. Na ta način se je močno zmanjšala detekcija, tako da smo situacijo reševali največ s pomočjo glavne donorske bolnišnice pri nas, se pravi Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ker smo pravočasno dokončali DTS, kamor smo vse covidne bolnike napotili, in pa od drugih dveh bolnišnic sta svoj redni delež prispevali še UKC Maribor pa Splošna bolnišnica Celje, medtem ko je delež v ostalih, ki pomembno sicer prispevajo, bistveno padel, najbolj izrazito v Murski Soboti, pa v drugih manjših donorskih bolnišnicah. V končnih številkah smo bili uspešni predvsem zaradi tega, ker je pa izjemno narasla stopnja privolitve. Kar 84% svojcev umrlih se je odločilo za darovanje, kar je po dolgih letih bila neka zgledna številka, ker se ponavadi stopnja zavrnitve, se pravi odklonitve za darovanje, giblje pa med 20 pa 30%. Kaj pa bi lahko rekli, kje je torej Slovenija v svetovnem merilu? V letu 2020, ko smo imeli prvi val epidemije, smo imeli res izjemno srečo, ker smo v tesnem sodelovanju z UKC Ljubljana uspeli zadržati donorski program, medtem ko so kar 4 države iz Eurotransplanta morale precej zmanjšati svoje aktivnosti. Na ta način so naši prejemniki dobili bistveno boljšo možnost za še kakovostnejše organe in v tistem letu smo v skupnem rezultatu končno dosegli take številke, da smo se uvrstili na presenetljivo visoko 10. mesto na svetu. Lani je bila pa situacija že bolj kronična z več utrujenimi sodelavci, ki niso tudi zaradi razlogov, ki sem jih že pri prvem vprašanju omenil, mogli dobro izvajati svojega dela, smo pa končali na 13. mestu na svetu. Kar se tiče pa držav članic Eurotransplanta, kamor sodimo od leta 2001 oziroma 2000, pa smo nekje standardno na 4. mestu. Za katere organe in tkiva pa v Sloveniji pravzaprav sploh lahko darujemo? Pri nas teče program presaditve srca in pljuč, kar se tiče organov v prsnem košu, od organov v trebušni votlini pa uspešno presamo jetra, ledvic in pa trebušno slinavko. Torej, v primeru smrti v Sloveniji se darovanje izvede le v primeru možganske smrti. Ampak obstajajo tudi živi darovalci. Torej, v katerih primerih je lahko torej darovalec živ? Ja, najprej so drugačni pogoji. Če želiš biti živi darovalec, moraš dopolniti 18 let starosti ali pa v izjemnih primerih, ko potrebuješ tudi organ od mlajšega darovalca, mora biti to točno določeno, za kakšno situacijo gre in v tem primeru njegov zakoniti zastopnik oziroma starši podajo privolitev. Sama končna odločitev gre preko odločitve etične komisije za presaditve organov in tkiv. Gre pa največkrat za genetsko ujemanje, za čustveno navezanost s prejemnikom ali pa za družinske povezave. Torej, gospa Valerija, vi ste bili živa darovalka, torej svojemu sinu ste darovali ledvico. Za kakšno bolezen je pravzaprav šlo pri vašem sinu? Moj sin Denis je bil star 2 meseca in pol, ko je prvič zbolel, in sicer pomanjkanje magnezija v krvi in odlaganje kalcija na ledvicah. Kalcij je prepareval čez ledvice in te ledvice uničeval. Seveda do puberteta je to šlo z zdravili, ko pa se je začela puberteta, pa se je stanje zelo hitro poslabšalo. Torej so mu že kot otroku napovedali, da lahko pride do te možnosti? Točno, tako. Ja.
Torej, gospa Suzana Pintarič, vi ste pa tisti, ki ste prejeli kar 2 organa. Torej, katera organa ste prejeli in za kakšne zdravstvene težave je šlo pri vas? Ledvičko in pankreas. Moja osnovna bolezen je pa sladkorna bolezen. Ta pa v osnovi uniči drobno ožilje v organih oziroma ledvički, potem tudi v očeh, pa vse posod pač v celem telesu. In to je potem posledica odpovedi ledvic. Torej, kdaj ste se srečali z vašo diagnozo? Recimo prva osnovna bolezen to z 13 leti oziroma malo manj. Potem je pa trajalo do recimo temu 10 let oziroma 11 let nazaj, ko se je začelo pri sladkorni bolezni ugotavljati, da mi pešajo ledvičke. In potem je v enem določenem času, leto, malo več mogoče, odpovedalo do konca. Ja. Torej, gospod Gadžijev, koliko prejemnikom pa lahko grejo organi, torej enega darovalca? Če imamo kombinacijo presaditve, kot je doživela gospa, nekje 4 do 5, maksimalno pa 7 lahko pomagamo, ker pri nas ne uporabljamo transplantacije enega pljučnega krila posebej, ampak poskušamo presaditi obe v enega prejemnika in tudi nimamo programa tako imenovanega split liver, kjer lahko ena jetra razdeliš na 2 dela, enega lahko dobi otrok, drugega pa manjši odrasli prejemnik. Če bi vse te možnosti izkoriščali, bi lahko hkrati od enega zelo dobrega darovalca uporabili toliko organov, da bi pomagali tam 7 do 9 prejemnikom. Je pa res, da takih idealnih darovalcev je izjemno malo, starost se bistveno povečuje, s tem povezane so tudi dodatne bolezni pri prejemnikih in je ocena primernosti organov za presaditev v bistvu en dolg proces, ki se odvija po delno že pred dokazano možgansko smrtjo, potem pa od dokazane možganske smrti pa do samega odvzema, kjer kirurgi na samem mestu vidijo, je organ primeren za presaditev ali ne. Torej, omenili ste že, da ste bili precej uspešni v zadnjih letih, da je vse več soglasij, torej družinskih članov po smrti. Kako pa pravzaprav sploh pristopite torej do teh svojcev in jih zaprosite za soglasje? To je delo, ki se ga koordinator za transplantacije, tudi sam sem se 10 let s tem ukvarjal, v bistvu najbolj bojimo, zato ker je vsak pogovor izjemno težak. Zavedamo se, da gre za izjemen, neponovljiv stres praktično pri svojcih, ki izgubijo ljubljeno osebo. In v tem momentu, ko se soočijo z nepovratno informacijo, kot smrt dejansko je, moramo uspeti z enim zelo previdnim dialogom še povprašati v bistvu o želji pokojnega glede darovanja. Pogovori so različno dolgi. Če se je iskreno svojci debatiralo o diagnozi človeka, pri katerem je nastopila potem možganska smrt že v času zdravljenja na oddelku za intenzivno zdravljenje, je ta pogovor dosti lažji. Če se je celoten dogodek zgodil zelo hitro, kot naprimer pri nenadni močni krvavitvi v glavo, kjer do možganske smrti lahko pride prej kot v 24 urah, pa tega časa za predpogovor s svojci strani lečečega zdravnika ni veliko ali pa ga praktično ni in je šok toliko večji. Tako da te pogovori so pa bistveno daljši, težji, razen, to je pa tisto, na kar apeliramo, če svojci poznajo željo pokojnika. Zato je res pomembno, da se o tem pogovarjate, da tudi če se vpišete v register, zdaj imamo zelo enostavno možnost vpisa v elektronski register darovalcev, tudi prek naše spletne strani imate direktno povezavo preko e-uprave, kjer lahko oddate svojo privolitev ali pa se izrečete, da ne želite postati darovalec po smrti. Pomembno je, da to svojo odločitev delite s svojci, ker v skladu z zakonodajo je naša obveza, da se pogovor s svojci opravi v vsakem primeru, razen če je jasno znano, da nekdo nasprotuje darovanju, v tistem primeru pa se naši koordinatorji za transplantacije svojci ne pogovarjajo. Torej, pa če se malo še dotakneva, torej statistike, kakšne so čakalne dobe in pa koliko ljudi v tem trenutku recimo v Sloveniji čaka na presaditev? Na presaditev ledvice čaka več kot 90 ljudi, na presaditev srca skoraj 60, na presaditev jeter 21 ljudi, na presaditev pljuč v tem momentu čakajo, mislim, da 4 pacienti, na presaditev trebušne slinavke pa 3. Nekaj od teh številk je tudi v kombinaciji, recimo trebušne slinavke in ledvic ali pa jeter in ledvic.
Gospa Pinterič, kako dolgo ste vi čakali torej, na ustreznega darovalca? No, jaz sem čakala malo manj kot 1 leto. To je bilo novembra, ko so me prvič poklicali, 2013 leta. S tem, da ko sem pa prišla v Ljubljano, takrat se je pa ugotovilo, da pač ne bo transplantacije, zato ker je bil organ poškodovan. No in potem so me pa spet poklicali, to se pravi najprej novembra, potem pa čez par mesecev spet, to se pravi, da sem dobro leto, malo več kot leto dni čakala na organe. Gospa Nedeljko, zanima me, kakšni so bili vaši občutki, ko ste torej izvedeli, da ste primerna darovalka, da lahko, oziroma donatorka, da lahko svojemu sinu pomagate? Seveda na prvi pregled smo šla z možem skupaj, takrat smo dala kri in po krvni skupini so ugotovili, da sem darovalka primerna jaz. Potem so se pa kar vrstile vsi preglede v Ljubljane in samo smo upali, da čim prej pregledi grejo skozi in da bo prišlo do transplantacije. Torej, kako pa je potekala potem operacija, presaditev? Operacija je bila 21.6.2016. Denisa so kirurško odprli malo pred mano, seveda pripravljeni, da sprejme mojo ledvico. Potem sem prišla v operacijsko jaz, kjer so mojo ledvico odzeli laparoskopsko in potem vstavili v Denisovo telo. Torej, pred tem ste morali opraviti številne preiskave. Kaj vse je bilo torej potrebno še storiti pred odvzemom? Preiskave so pa res zelo obširne. Pregledali so od lasa na glavi do malega prsta, res čisto vse, jetre, pljuče, želodec, ginekološko, vse v bistvu, srce, vse, res moraš biti popolnoma zdrav. Torej, gospa Pinterič, kako je pa bilo torej pri vas in pa tudi vaši občutki, ko ste torej izvedeli, da so našli primernega darovalca? No, pri nas je ravno tako, da pač, ko si prejemnik organov, predtem, bom rekla, zaradi moje osnovne bolezni, je bilo kar nekaj pregledov, to se pravi okrog 30, mogoče malo čez, kar nekaj se je celo ponavljalo. In tudi vse ti pogledajo, recimo tako je gospa rekla, od malega prsta do lasa. Je pa res to, da pač, ja, potem, ko priješ tako daleč, ko ti povejo, da si v čakalni vrsti, na čakalni listi, potem pa samo čas, ko te pokličejo. Potem pa te odpeljejo, pa te pripravijo, dobesedno pripravijo z vsem možnim. Jaz sem bila, to je ravno tako bom povedala, bil je dan dialize. Dopoldne sem opravila v UKC Maribor dializo, prišla sem domov, popoldne malo sem počivala, potem proti večeru pa je zvonil telefon in bilo mi je rečeno, da pač kličejo z Ljubljane, z UKC Ljubljana in da če sem pripravljena na transplantacijo, pa če sem predvsem zdrava. Ne smeš biti ne prehlajene nič, ne vročine, ne nič. No in ko potem to poveš, da je to v redu, te še enkrat potem pokličejo, če sem sigurna, da če pridem. Sem rekla, da ja, potem smo klicali šofera in potem so me odpeljali. S tem, da pa te priprave res niso dolgo trajale, odvijalo se je zelo hitro vse skupaj. Celo malo prehitro, ker težko to vse zajameš. Naenkrat so me pa potem odpeljali v operacijsko, tam se pa spomnim še samo anesteziologinje, ki se mi je predstavila. In potem je bilo 1, 2, 3, ko sem spala. Vem, da je poseg trajal nekje 7-8 ur, recimo tu nekje, ker je bil dvojni. No in potem je bil konec. Potem sem se pa počasi zbudila, potem se je pa začelo dalje odvijati. Izvidi taki in drugačni, da vidijo, če organi delujejo. No in potem se je začelo
veselje, recimo temu. No, ampak če se zdaj vrnemo torej na čas, ko ste čakali, oziroma ko ste izvedeli, torej, da boste morali na presaditev, kako ste se soočali s tem? Verjetno je bilo potrebno predelati stvari in sprejeti konec koncev. Ja, kar nekaj stvari je treba predelati. Najprej se je treba zavest tega, mislim, da vzameš to v zavest, da smo vsi minljivi. Pa razčistiš nekaj stvari sam za sabo. Da pač lahko se zgodi to pri najbolj, recimo temu, rutinski operaciji. To je pa že nekaj več, mislim, ta poseg. Da se lahko zgodi marsikaj, tudi umreš lahko. Če to sprejmeš, potem ni več kaj. Verjetno na tej točki je bila tudi potrebna podpora vaše družine. Ja, sicer podpora ja, ampak z nekimi stvarmi se z mano še vedno niso strinjali. Ker jaz sem vedno rekla, glej, če umrem, besedno. Gospa Nedeljko, torej v času presaditve je bil vaš otrok še najstnik, vaš sin. Kako pa je on se skupaj to doživljal? Kako ste mu obrazložili? Postavljal je 1000 vprašanj, zakaj glih on. Seveda na to vprašanje ni bilo odgovora, ker vsaki zakaj ima za to. Samo se moraš čim prej s tem spoprijateljiti, vzeti za dobro, če glih je hudo, vzeti za dobro, pa živeti vseeno kvalitetno življenje in čakati na transplantacijo. Je pa bila dializa najbolj težki trenutek v celi tej naši zgodbi. Torej, verjetno vi kot mati, ni lepšega trenutka, kot da veste, da ste torej svojemu sinu rešili življenje. Ja, res je. To je bila velika sreča za nas, za našo družino, ker nam je življenje se nazaj povrnilo v stare tire. Gospod Gadžijev, kakšna pa je sicer, se opravičujem, pa spet sem narobe rekla Gadžijev, ne? To ne moreš verjeti. Gadžijev? Ja. Dobro. Gospod Gadžijev, torej, kakšna pa je torej številka darovalcev? Je dovolj darovalcev v Sloveniji? Ne. Tako kot druge po svetu je tudi v Sloveniji darovalcev bistveno premalo, potrebe so večje. Nekje obstaja ena posebna formula za izračunanje samozadostnosti in k temu bi morale stremeti vse države. Izračuna se pa, da naj bi polovica odstotka vseh umrlih v enem letu, tudi za Slovenijo to velja, postalo darovalcev. In če to pri nas preračunamo na eno povprečno številko 20 000 umrlih na leto, kar se v Sloveniji dogaja, bi morali imeti 100 dejanskih darovalcev, se pravi tistih, pri katerih je bil vsaj en organ odvzet in uspešno presajen. Prej smo govorili, da lahko en darovalec pomaga od 5 do 7 ljudem. Na leto presadimo pa v Sloveniji od nekje 100 do 120 organov, se pravi bistveno manj. Dosegamo številko 40 dejanskih darovalcev na leto, se pravi potencialni niti do polovice izkoriščen. Zato razmišljamo o dodatnih programih. Sem štejemo presaditev po cirkulatorni zaustavitvi, se pravi po zaustavitvi srca in dihanja v posebnih pogojih, pa posebni programi, v sklopu katerih umirajočega pacienta ne daš takoj v paliativno oskrbo ob koncu življenja, ampak pomisliš, da je želel po smrti postati darovalec in se ga sprejme v intenzivno terapijo samo z namenom, da se mu ta želja izpolni. Tako da tukaj so rezerve, pravilniki se bojo pisali, debatirali, učili tako strokovno kot splošno javnost in upam, da nam bo uspelo v nekaj letih se približati tistemu potencialu 40 darovalcev na milijon prebivalcev ali pa vsaj 30. Želja je, da bi nam uspelo do te številke priti v naslednjih 5 letih. Najlepša hvala za enkrat, torej pred nami je en kratek reklamni blok. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni ponovno v naši družbi. Torej govorimo o darovanju. Povedali ste že, gospod, da v Sloveniji imamo številne srečne zgodbe, pa vendar bi lahko bilo jih še več. Kaj menite torej, da se da v naslednjih letih narediti? Kakšen korak bi bil v pravo smer? Nadaljevali bomo z sprotnim osveščanjem
predvsem najprej strokovne javnosti, zaradi tega, ker je prav, da vsi zdravniki vejo, da se lahko ob izteku življenja daruje, če ne organe, pa vsaj tkiva, kajti vsak, ki umre, je lahko vsaj darovalec tkiv. Potem bomo nadaljevali z v bistvu neke druge vrste detekcijo, kot smo jo do zdaj uporabljali, to je aktivna detekcija. Bolnišnične transplantacijske koordinatorje bomo pozvali k bolj aktivnemu iskanju primernih darovalcev, ki zdaj žal končajo na oddelkih, ne da bi se jim želja po darovanju po smrti izpolnila, in pa to, kar sem že omenil, vključiti poleg možgansko umrlih darovalcev še tiste po zaustavitvi srca in dihanja. To so zelo uspešni programi, ki jih izvaja kar nekaj držav članic Eurotransplanta tudi. Tisti, ki so pa nam najbolj za vzor, vsem, ki smo v donorsko-transplantacijski dejavnosti, to so pa Španci, so pa v tem programu zadnja leta tako uspešni, da več kot tretjino potenciala izkoriščajo na ta način. Od držav znotraj Eurotransplanta je pa izjemno uspešen program darovanja po zaustavitvi srca in dihanja na Nizozemskem, ki predstavlja pa več kot polovico njihovega programa. Tako da tukaj so že utečene poti, so spisani protokoli in nič ni etično spornega, ampak v Sloveniji je potrebno vse te korake postopno narediti. Ves čas želimo delovati transparentno, zato da ne bi prišlo do takega razhajanja, da ne bi bilo takih nesoglasij, kot smo jim bili priča žal v času odrejenih ukrepov, v času epidemije, ko je Slovenija bila praktično na dva pola razdeljena. Tega si v naši dejavnosti ne želimo. Želimo pa poudariti, da pri nas v bistvu brez tega altruističnega pristopa, brez želje, da želiš nekomu pomagati po svoji smrti z darovanjem organov in tkiv, program sploh ne bi tekel. To je ena posebna specifika, vse ostale stvari znotraj medicine ali pa kirurgije se dogajajo z materiali, ki se jih da kupiti, ki se jih da naučiti uporabljati. Tukaj je pa res ta specifika, da potrebuješ posebno situacijo ljudi, ki so sposobni v težki situaciji delovati altruistično. Torej, pomembno je o tem govoriti, pa se vam zdi, da mediji dajemo dovolj pozornosti torej tej tematiki? Mislim, da ja. Imamo zelo dobre odnose z mediji, ki razumejo naš program, vejo, da gre za dobro stvar, vejo, da se samo na ta način da pomagati takrat, ko pride do kronične, končne odpovedi organa, lahko pa tudi nenadne. In tukaj poudarjam, da je izredno pomembna ta vključitev Slovenije v Eurotransplant, predvsem za tiste paciente, ki potrebujejo nujno presaditev izjemno hitro, dogajajo se recimo fulminantne odpovedi, mi rečemo, predvsem v primeru pacientov z odpovedjo jeter, kjer je potrebno nov organ dobiti ne čez en teden ali dva, kot je to pogosto pri srcu, ampak v naslednjih 2 dneh. Sicer lahko nastopi nenadno poslabšanje s smrtnim izidom. Tako da ja, res je potrebno se o tem pogovarjati, veseli smo vsakega povabila. Letos smo izdelali tudi eno posebno publikacijo, tako imenovani Novičnik, ki ga vsem, ki z nami sodelujo profesionalno, dostavljamo enkrat na kvartal in opisujemo praktično sproti, kaj se v naši dejavnosti dogaja, ker res ne želimo biti več neke vrste butična dejavnost, ampak prepoznani v tem, da določenemu segmentu pacientov samo mi, seveda skupnim sodelovanjem z vsemi donorskimi bolnišnicami, transplantacijskim centrom v UKC Ljubljana in vsemi prejemniškimi centri, ki so tudi locirani v naši glavni bolnišnici, na ta način lahko pomagamo. Torej, pa če lahko samo na kratko malo opišete en primer presaditve morda srca, kako vse skupaj poteka? Pacienti, ki čakajo na presaditev srca, so izredno dobro vodeni v skupnem sodelovanju kardiologov in kardiovaskularnih kirurgov UKC Ljubljana. Mnogo od njih se jih medtem, ko so na čakalnem seznamu, naprej zdravi na vse mogoče načine, tako da se pri precejšnjem deležu teh pacientov pojavi stanje potrebe po urgentni presaditvi. Takrat nekje v roku 2 tednov do 2 mesecev dejansko srce dobijo ali od našega prijemnika ali pa od našega darovalca ali pa od darovalca znotraj Eurotransplanta, izjemno tudi lahko iz držav zunaj Eurotransplanta. In podobno kot je gospa že povedala, se potem bodočega prejemnika pokliče v bolnišnico, ko je zanj organ primeren. Predtem se lečeči zdravniki, ki zanj skrbijo, odločijo, če ponujen organ ustreza vsem parametrom, tukaj je krvna skupina najbolj važna, pa potem ujemanje v velikosti in teži. Potem se premisli tudi dobro, kako bo transport potekal, namreč srce je najbolj občutljiv organ za transport, prenese
najkrajši čas hladne ishemije, kot strokovno rečemo, 4 do 4 ure pa pol, in to od zaustavitve krvnega obtoka v darovalcu do prešitja na stomoz in vzpostavitve funkcije srca v prejemniku. Skratka, logistično zelo zahteven postopek, kjer mora vse teči gladko. Imaš dve ekipi, ena ekipa kardiovaskularnih kirurgov leti s hitrim letalom, tukaj nam je tudi država Slovenija oziroma vojska pomagala s Falconom, ki je sposoben preleteti zelo velike razdalje v kratkem času. Odletijo v donorsko bolnišnico po srce, se vrnejo nazaj, v tem času druga ekipa prejemnika že pripravlja, tako da čaka z odprtim prsnim košem brez svojega srca in potem se hitro novo srce presadi in požene. Torej, spremljate tudi življenje pacientov po presaditvi? Ja, v prejemniškem centru UKC Ljubljana sledijo vsakega bolnika pred presaditvijo, pa potem seveda po presaditvi do konca življenja, kajti gre za vsaditev tujega organa v telo in možnost je sicer, da bi se zavrnitev zgodila kadarkoli, zato morajo pacienti imeti posebna, tako imenovana imunosupresivna zdravila. Potrebne so redne kontrole, da poskušamo preprečiti te zavrnitve tekom celotnega življenja oziroma neke življenjske dobe organa, ki pa se ocenjuje na približno 10 do 15 let, tako da mlajši prejemniki pogosto potrebujejo vsaj še eno presaditev. Gospa Pinterič, torej, kakšno je vaše življenje po presaditvi? Moje življenje se je kar nekaj spremenilo. Recimo, zdaj nimam sladkorne, moje osnovne bolezni, pa tudi ledvičke zdrave, ne rabim več na dializo hoditi, zdaj se je kar spremenilo. Skoraj recimo temu, vem, da ni to kot, da bi rekla, da sem zdrava, čisto zdrava, je pa to nadomestek temu. Kako danes poteka vaš vsakdan? Ste primorani jemati zdravila? Kako je s tem? Zdravila jemljem 3-krat na dan oziroma celo pred spanjem. To ti prije v rutino, to je tvoje življenje. Skrbiš vedno, da imaš to, kar rabiš na razpolago. S tem, da paziš tudi malo na prehrano, kar nekaj, recimo potem treba paziti na tekočino, zelo dosti tekočine moraš spiti, mislim, tam nekje do 2 litrov, da to potem nekje normalno funkcionira, sploh ledvička. Kar se pa tiče vsega ostalega, je pa spet tako, paziš malo pri sladkorjih, mislim malo, kar nekaj. Sicer bom pa rekla tako, kot človek s časom dozori, bodisi možgansko oziroma psihično, nasploh začne razmišljati drugače. To razmišljanje, ki ga imam danes, je bistveno drugačno kot takrat, ko sem bila še zelo mlada. Vidiš, kaj telo rabi, pa česa ne rabi. Da tudi temu primerno živiš. Bomo rekli tako, če grdo grobo rečem, marsikaj je za naše telo strup. V resnici ni strup, ampak je škodljivo. Tega telo ne rabi, tudi ti ne rabiš tega. Samo v glavi je treba narediti red in potem ostane vse dosti lažje. Torej, če zdaj pogledava celotno pot, ki ste jo prehodili, ste bili zadovoljni z obravnavo? Kaj je tisto mogoče, kar bi sami spremenili? Protokoli nasploh so bili takrat, ko sem jaz šla, precej strogi, recimo tako, ja. Nekako me je zmotilo, govori se o stranskih učinkih zdravil, ampak še vedno premalo. Na primer, če bi rekla, da mogoče s tem znanjem, ki ga imam danes, če bi vsaj pol tega vedela, bi verjetno razmišljala več, kot sem. Je pa to vse skupaj za mene neka tujka bila, mislim, neko pomanjkanje. Je pa res, da te pa žene radovednost oziroma neradovednost boljše življenje. To se pravi, da nisi več odvisna od dialize, ki je potekala vsak drugi dan,
potem, da nisi odvisna od nekega merjenja sladkorja, pa vedno od nekih prepovedi, greš potem naprej proti temu, ne. Je pa tudi res to, da ko smo prišli v Ljubljano, takrat na razgovore, pa to, vse ti povejo nekaj. Je pa moteče bilo to, ko so me poslali k psihologu. Ne bom rekla, da je to kaj narobe, to je čisto v redu tako. Je pa problem to, ko vprašaš, kaj se s tvojim telesom zgodi, ker ti nimaš nekega pogleda na to. Veš, da bo neka rana, neka brazgotina, tudi to je prav, tudi s tem se strinjaš, ampak moteče postane, ko mogoče nekaj preveč vprašaš. Mislim, bo brazgotina, ki bo motila, ne vem, tvoj bikini ali karkoli, da potem, tako je bilo takrat, da potem nekdo določi, da pač, kot da nisi, ne vem, dorasel oziroma sposoben za naprej. To se pravi, psihično nekako nisi potem sposoben za poseg. Ampak to je v končni fazi naše telo, pa naše življenje. In jaz gledam na to tako, da v končni fazi to bi vsak lahko vprašal. Ker jaz na koncu tudi takrat nisem imela nekega res pogleda, kako bo to izgledalo. Jaz sem vedela, da na primer na tej strani, ko bo ledvička, jaz imam na levi strani ledvičko, tukaj v tem predelu, da desni pa trebušno slinavko. Jaz sem imela ene take, to je predstava recimo, da bo to en res, pri katerem vstavijo ledvičko, druga predstava je bila ta, ampak da bo tudi na desni strani nekaj takega. Je pa v resnici potem, ko se ti iz narkoze zbudiš, je to vse bistveno drugače izgledalo. Je to bil potem prerez od tukaj dol, vse čez cel trebuh. Dobro, recimo sprejmem to, ampak to je izven moje predstave bilo takrat. Torej želeli bi se več posluha, več časa? Več posluha, več časa. Jaz to vse razumem, da je mogoče premalo vsega tega, bodisi zdravstvenega osebja, bodisi vsega ostalega, pa tudi časa. Je pa res, da bolj podrobne informacije bi človek rabil. Jaz vem, da oni povejo, ker ne morejo za vsakega vedeti, vsak človek je ena celota za sebe, na vsakega zdravila pa vse drugače vplivajo. Gospod Gadžijo, mogoče kakšen komentar torej na to, kar je povedala gospa? Jaz sem gospe izjemno hvaležen, da je to upala izpostaviti, da je tako iskreno povedala, kaj se je dogajalo. Dejansko je problem pomanjkanja časa za informacijo. In se strinjam, da bi morali biti bolj natančni in v tisti fazi mogoče poleg vas, da bi bil še kdo zraven, da bi res vprašali čisto vse, kar sama veste, pa kar bi želela zvedeti, kako bo zadeva izgledala. Dejansko brazgotina ostane, je tudi tuj organ v telesu, tukaj so lahko določena spraševanja, je pa standardni postopek obisk psihologinje, ker vsi pa zares niso primerni za presaditev in je to nekako končen filter, da vidiš, kako in kaj ne bi predvidoma šlo tudi kasneje čez. Namreč z presajenim organom je treba znati pravilno ravnati. To je v bistvu naloga do konca življenja, kar gospa dobro obvlada, je povedala tudi, česa vsega se je naučila in kaj je začela sprejemati. Tako da tista psihološka ocena je v bistvu bolj v tej smeri. Ali je nekdo primeren, da bo potem znal s tem presajenim organom naprej pravilno ravnati in bo končni izkupiček celotnega procesa čim bolj ustrezen oziroma primeren. Torej, ena poglavitnih načel darovanja je popolna anonimnost. Pred kratkim je bil v Sloveniji torej primer, ko je mama pokojne hčerke zaprosila javnost, da se torej najde oseba, ki je prejela hčerkino srce. Torej, kako komentirate torej takšno dejanje? Se večkrat srečujete s čem takšnim? Ja, se srečujemo večkrat, je pa res, da je tukaj bila situacija že glede samih hčerke zelo v medijih izpostavljena, kjer je šlo za redko zdravstveno situacijo po cepljenju. Samo dva taka primera sta bila v celi Sloveniji. Žal se je primer te deklice Katje končal s smrtjo. Privolili so svojci v darovanje, kar se je nam zdelo takrat izjemna
situacija. Da pa svojci potem kasneje iščejo stik s prejemniki, je pa nekaj, česar si v Sloveniji na en način ne želimo. Zdaj mogoče nekaj gledalcev se ne bo strinjali z menoj, pa tega razumeli, ker vem, da imajo tudi pogled v ostale dogodke po svetu. V Ameriki je srečavanje med prejemniki organov in pa svojci darovalcev nekaj običajnega, pri nas pa ne. Zaradi tega, ker imamo izkušnje specifične za našo regijo in na splošno z psihološkega stališča negativne v tej smeri, da bi lahko prišlo do čustvene povezave med prejemnikom organa, še posebej, če gre za prejemnika organa od tvojega otroka in pa starša, ki je otroka na tak nesrečen način izgubil. Na ta način sta obremenjena tako prejemnik, kot pa seveda tudi svojc od tega umrlega, zaradi tega, ker ne more iti čez normalen proces žalovanja. Namesto, da bi odžaloval in se nekako postopno vrnil nazaj v življenje, kakor je to mogoče, lahko začne s čustveno navezavo na prejemnika nadaljevati neko drugačno življenje, ki si ga ne želimo. Možno je zahvaliti se darovalcu oziroma svojcem darovalca, ampak to po daljši dobi, nekje zdrava razdalja je vsaj 5 do 10 let. V prvih 2 letih si pa absolutno ne želimo teh spoznanj, zaradi tega, ker lahko pride do te patološke čustvene navezanosti in želimo zaščititi tako svojce darovalca na eni strani, kot prejemnika organa na drugi strani. Jasno je, da je ta tema v Sloveniji še vedno velik tabu. Gospa Nedeljko, ste morda v vaši družini sedaj bolj odprto govorite o tem, mogoče vaši prijatelji tudi, ste se pogovarjali torej z bližnjimi o tem, kaj bo, ko enkrat nas ne bo? Ja, v vsej tej poti, po kateri smo šli, je ob strani stala družina, prijatelji, sorodniki. Naučili smo se veliko. Naučili smo se, da se o tem moramo pogovarjati. Tako ste rekli, to je tabu tema, še vedno. Tudi ko sem jaz prišla prvič zato, da bi darovala ledvico svojemu sinu, niso bili takoj, pa dajmo. So mi rekli, tega že dolgo nismo počeli. Tako da sem zato, da se o tem odkrito govori, da se zelo veliko pogovarja. So pa naši zdravniki res strokovnjaki, tako da to naredijo zelo lepo, kvalitetno, naše življenje pa spet nazaj lepo in kvalitetno. Na tem mestu verjetno poziv gledalcem, da o tem razmislijo še dokler so živi, se torej s svojimi bližnjimi o tem pogovorijo. Tako. Da bodo konec koncev tudi svojci imeli, ko pride do takšnih situacij, nekoliko olajšano delo, kaj ne? Res je, ja. Dragi gledalci, pred nami še en delček oddaje, do takrat pa še ene reklame. Pozdravljeni ponovno v naši družbi. Torej tudi Rdeči križ je pristopil k zbiranju prijav darovalcev in preverimo, kaj nam je povedal Metod Dolinšek. To izvajamo tako pri nas na sedežu Rdečega križa v Mariboru, kot tudi na vseh prireditvah, kjer smo prisotni, javnih predstavitvah naših ostalih programov, promocij letovanja, krvodajalskih akcijah in tako naprej. Postopek je sorazmerno enostaven, posamezniki se odloči za to, da bi želel darovati tkiva, izpolni en poseben obrazec oziroma ga izpolnijo naši sodelavci, on ga podpiše, ta obrazec pa ima dejansko vrednost kot notarskega zapisa oziroma notarsko overjene listine, tako da veliko s tem dokumentom potem posthumno, ko človek umre, njegovi svojci razpolagajo in se lažje odločijo za veliko morebitno donacijo organov, če je po njih potreba. Kakšno so torej vaše opažanje? Je zanimanja skozi zadnja leta več? Ja, mi se trudimo, da pač čim več ljudi obvestimo, informiramo o tem, kaj to pomeni, da dejansko gre za odvzem organov in tkiv po smrti, da gre to za prosto voljo posameznikov, posameznic in da je prav, da se o tem seveda predhodno, preden da pristopijo k čemu takemu, tudi pogovorijo s svojimi družinskimi člani. Nekaj več je prijav, predvsem gledamo na račun tega, da smo mi več prisotni na terenu, da pač tudi ljudi bolj aktivno obveščamo, informiramo. Poti za
registracijo svoje volje so različne, vendar mi še vseeno smatramo, da je ta fizična pot, ko ljudje dejansko sami izpolnijo obrazec, tista najbolj pravilna, tam je tudi tale, bi rekel, zavest pa volja najbolj očitna. Torej, ena izmed možnosti pa je tudi kartica darovalec, o čemer sva že govorila. Bi morda še torej našim gledalcem predstavili to kartico? Kartica darovalec je nekaj, kar je preteklost. To se je včasih dalo dobiti. Nam da samo dodatno informacijo o tem, da je nekdo o tem razmišljal, če to kartico še vedno nosi, na nek način razumemo, da se je izrekel za časa življenja, da hoče darovalec postati, sicer pa ni več veljavna kot registracija v register. Treba se je vpisati v register na način, ki ga je ravnokar opisal gospod v posebnem pogovoru. Še lažja pa je možnost elektronskega vpisa preko portala e-uprava, ki sem ga že opisal. Namreč v času covida je veliko ljudi dobilo digitalna potrdila, s katerimi so poskrbeli za potrdilo o cepljenju ali prebolelosti, kar preko svojega osebnega računalnika. Enako digitalno potrdilo potrebujete tudi za vstop v register za darovanje. Najlažji je pristop preko naše spletne strani www.slovenia-transplant.si, kjer imate na enem od ekranov, ki se menjajo, napisano, kako postati darovalec, in ob kliku na to ikono vas direktno poveže že noter v sam sistem e-uprave. Ni treba dodatno klikati na sociala, zdravje, smrt, ampak greste direktno na možnost opredelitve. Pri nas imamo mešano opredelitev, mešan tip, ki se zdi najbolj demokratičen. Lahko se opredelite za ali proti, lahko to željo tudi za časa življenja spreminjate, kolikorkrat želite, in ta podatek ostane zaklenjen in nihče ne more priti do njega. Torej, ravno to je bilo moje vprašanje, kako so varovani? Zdaj vseeno živimo v svetu, kjer je tehnologija zelo razvita in marsikoga skrbi, da bi torej ljudje preveč razpolagali z njegovimi osebnimi podatki, in verjetno je tudi v tem primeru tako. Tako je, to je zelo, zelo varovana skrivnost, če tako rečeva. Na eni strani imamo drug absurd, v Ameriki imate recimo opredelitev napisano kar na vozniškem dovoljenju, pri nas pa je vpis v elektronski register tako strogo zaklenjen, tudi v skladu z GDPR-jem in vsemi ostalimi pravili, da se ta podatek da odkleniti šele takrat, ko na oddelku za intenzivno zdravljenje zaključite svoje življenje in se v sistem, ki ga v bolnišnici na tem mestu uporabljajo, vpiše ura vaše smrti. Šele potem lahko pristopi za to posebej usposobljena oziroma kvalificirana oseba s svojo profesionalno kartico in pa številko vašega zavarovanja. Na ta način se do tega podatka pride po dokazani možganski smrti pred pogovorom s svojci, kar v zadnjih protokolih tudi upoštevamo. Da naš čas se približuje koncu, pa bi mogoče samo še vaju, gospe, prosila, da strnete eno svojo misel. Kaj vama je torej ta izkušnja, ki sta jo imele, prinesla, kaj ste se iz nje naučili? Pa kar gospa Nedeljko, mogoče vi prvi. Naučili smo se, da tudi če je življenje hudo, vsak dan živimo za lepši jutri. Šli smo po temnem tunelu in prišli na zaključek, zdaj nam je pa lepo. Živimo lepo, kvalitetno življenje. Zato smo seveda vsi veseli, ponosni, da nam je to uspelo. Oba smo zdrava, tako da to je to. Torej, gospa Pinterič, izvolite. Vse to, mislim, mi je življenje precej spremenilo. Je pa tudi res, da mogoče neke stvari bi se še dale spremeniti, ampak pustimo zdaj to. Pa jih tudi včasih malo zakomplicirane. To vse v redu in prav, ni pa to vse tako lepo, ko izgleda. Moramo vedeti, da čisto vsaka stvar, naj bo dobra, slaba, zdravilo, karkoli, tudi dializa, vse, kar je tega, ima neke svoje stranske učinke. In človek, recimo temu zdaj 9 let sem transplantirana, življenje je bistveno drugačno, neodvisna sem od, recimo temu, od nekega vsakodnevnega oziroma vsakodrugodnevnega obiska dialize in to, ampak še vedno imaš ti neke obveznosti, pričakuješ pa hkrati, da se bo na tem področju nekaj spremenilo. Ker naša znanost
in vse skupaj toliko napreduje, da bi se skoraj moglo nekaj spremeniti, kar se tiče zdravil, stranskih učinkov in vsega tega. Drugače, ne bom rekla, da je vse popolno pa lepo, je pa boljše, to je dejstvo. Je pa res, da tudi na nekih drugih stvareh bi mogli nekaj delati. Ker ko gledaš, koliko je dobrega, toliko zna tudi prinesti slabega. Mislim, jaz sem se precej spremenila od takrat do danes. Pa naj bo to, po izgledu to je zelo mala stvar, to sploh ni pomembno. Spremenila sem se po nekih razpoloženjih, po ne vem, po nekih dodatnih pregledih, pa to pa potem vidiš, da ti življenje počasi slabi oziroma telo. Zato bi pričakoval od zdravnikov, ki se s tem ukvarjajo, da se proba pogledati nekaj na zdravilih, z zdravili. Ker svet je toliko razvit, toliko je tega, da bi se nekaj dalo najti. Vem, da je težava tudi, ne vem, recimo denar v zdravstvu pa vse skupaj, ampak če smo že tukaj, bodimo malo naprej. Zato o tem govorite na glas, da bi se nekaj spremenilo, možnosti izboljšav so, tako kot ste že torej omenili. Moramo se slišati. Mislim, jaz sem že kot, tako bom rekla, pred samo transplantacijo, ko sem prvič bila klicana, pa je potem bila težava z poškodovanim organom, že takrat sem pisala v UKC Ljubljana, da se pacienti in zdravniki zelo slabo slišimo. Oziroma skoraj ne. Potreben je posluh in z ene in z druge strani. Jaz vem, da jaz ne morem z glavo skozi steno, to je meni jasno. Nič ne gre čez noč. Vse se pa dogaja v nekem času. In dobro je, da se en drugega slišimo. Da jaz povem, naprimer, kaj bodisi pričakujem, oziroma ne pričakujem, da bi bilo boljše za mene kot bolnika. Potem upam, pa hkrati želim, da me zdravnik sliši. Gadžijo, morda ob koncu samo še kakšna vaša zaključna misel? Jaz lahko gospe samo zagotovim, da se bomo trudili naprej na vseh področjih tega donorskega transplantacijskega programa, se pravi na eni strani zagotavljati večje število razpoložljivih in bolj ohranjenih organov s pomočjo vseh možnih aparatur, ki so že lahko na trgu na voljo, vendar je za njih treba kar precej denarja odšteti. Verjamem pa tudi, da kolegice in kolegi iz prejemniških centrov, ki zaskrbijo za bodoče prejemnike organov, sledijo vsem najnovejšim trendom. Ob krajšem obisku izven Slovenije, katerekoli druge države, se da hitro najti primerjavo in ugotoviti, da je pri nas zdravstvo, ne glede na to, da se je od samostojnosti Slovenije premalo denarja na tem področju vlagalo, izjemno na visokem nivoju, tako da, če ne drugega, so na razpolago tista zdravila, ki jih je zdaj mogoče dobiti. Gre pa znanost tudi pri razvoju imunosupresivnih zdravil dejansko ves čas naprej. Po eni strani probamo organe zagotavljati boljše s temi dodatnimi mašinami, na katerih se jih priključi predvsem pri odvzemu po cirkulatorni smrti in so tukaj zelo dobri rezultati že v tujini, po drugi strani se imunosupresivna zdravila zboljšujejo. In vse skupaj bo sčasoma prineslo boljše rezultate in manj trpljenja za prejemnike, v to verjamem. Istočasno se pa razvija še ena druga znanost, ko poskušajo ustvariti organe iz posamičnih celic teh organov. To je pa nekaj, kar je zdaj na nivoju še znanstvene fantastike. Vmes seveda je bila tudi oddaja o ksenotransplantaciji, o presaditvi organov od živali, kjer pa je zgodba še precej negotova zaradi možnih virusnih obolenj, ki jih take živali prenašajo, in pa neskladja med človekom in živaljo, tako da to so še dodatne zadeve, na katere čakamo. Najlepša hvala torej vsem vam, da ste se danes vzeli čas in o tej tematiki torej spregovorili z menoj. Hvala. Hvala vam. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi.
Lep večer še naprej.